Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem delala spet en true crime oziroma conspiracy theory oziroma čudni primer video. Tako da, na Instagramu sem vas vprašala, kaj hočete videti, ali The Silent Twins, ali Joan, ne vem, kako se piše. In ste zbrali, to bomo danes delali, The Silent Twins. Če hočete sodelovati v naslednjem pollu oziroma odločati se o tem, kateri video bo objavljen, me followajte na Instagramu. Ker tam v bistvu jaz vas obveščam, kdaj bo video objavljeni, kateri video bo objavljen in vse to. Tako da ja, zdaj pa lahko gremo v video. Torej, The Silent Twins. Kdo sploh sta to? To sta bile dve logično dvojčici. Ena je bila June, ena pa Jennifer. Staršema je bilo ime Gloria in pa Aubrey. Rodili so se 11. aprila leta 1963 v Barbadosu in kasneje so se preselili v Anglijo. Njun oče je delal v bistvu za vojsko, ne vem, kako se temu reče, ampak Technician for the Royal Air Force. Torej, ja. In zato so tudi dostikrat selili. Gloria in pa Aubrey sta živela na Karibskih otokih oziroma Caribbean, kakorkoli. In so v bistvu imeli kar dokaj normalno življenje do leta 1963, ko sta se rodila dvojčici. Predtem pa sta ona že imela dve hčerki, oziroma ne, sta imela dva otroka. Mama je bila v bistvu bolj kot tista, rečemo, housewife oziroma pač gospodinja, skrbela doma za otroke, čistila take stvari in kot sem rekla, je ata delal v vojski. Potem, ko so se preselili v Anglijo, sta dobili še eno sestro in pa imeno Rosie, ki je torej najmlajši otrok. Oni dve sami po sebi sta bile že na začetku malo bolj drugačni od drugih otrok. Že tako so dvojčki ful bolj navezani drug na drugega. Doskrat so v kakih grozljivkah, kot tak creepy, kakorkoli. No, ta primer je dejansko zelo bizaren. Torej, kot sem rekla, sta bile ful navezani, kar v bistvu ni nenormalno. Ampak nista govorile. Do mislim, da 6. leta starosti sta spregovorile njih par besed, drugače pa sta se pogovarjale v svojem jeziku, oziroma kasneje so ugotovili, da sploh ni bil njun jezik, ampak je bil mešanca med Barbados slang, torej slangom tam, ko so prišli, in pa angleščino, ampak ful hitreje, pa mislim, da še v nekem naglasu. Tako so rekli, in da to vse skupaj pomešano, da v bistvu to je bil jezik, ki sta ga oni uporabljale in ga noben ni razumel, ker sta ga razumela oni dve. A ja, tudi ta njun jezik ni bil samo ful hiter, ampak je bil tudi ful visok. In problem je bil zato, ker sta šla v šolo in noben ni razumel in mogo si dansko ful ju poslušati, da si sploh kaj razbral, ampak v večini jih noben ni razumel. Tudi v šoli so sicer pač učitelji rekli, niso pravi zaskrbljeni, da bo ta outgrow it, kako se samični to reče. Vem pač, da bo ta prerasli to fazo, ki je seveda kasneje nista. Kasneje so se preselili v mesto, ki se imenuje Devon. Probala tu nekje sliko, ker ne vem točno, kje je to, kako se reče, kjer sta v bistvu oni dve šle v šolo, kot sem rekla, in jo tam niso razumeli. V tistih časih je bilo ful še vedno, mislim, še vedno je ta problem, ampak prej je bil še bolj. Torej, problem je bil v rasi, da sta bile temnopolti in zato sta se soočale z groznim nasiljem, tako verbalnim, kot tudi potem verbalno in pa fizično nasilje. Kot si lahko sami zamislite, to, da oni dve že itak nista govorile, da sta se ful zadrževali za sebe, da nista najbolj se družili z drugimi ljudmi, torej socializirali. In to, da sta potem bila še bullied, definitivno ni pomagalo in s tem, da se še bolj odklopili od sveta, od drugih ljudi in definitivno jim je bilo težko. Ko sta dopolnile 11 let, pač se je družina spet preselila, kot sem rekla, zaradi očeta. Preselili so se v Wales, Haverford West, nekaj tega ne znam zgovoriti, verjetno bo nekje na ekranu. Tam so potem začele hoditi v drugo šolo, tudi njun brat je začel hoditi v isto šolo. In tam je bilo še hujše, torej to nasilje nad njima je bilo še toliko hujše, norčevanje, vse to. Zato je, ker tisto okolje, v katerem ste zdaj bile, torej Haverford West, kakorkoli, Haverford, tam so bili še bolj rasistični ljudje. V bistvu je tista šola bila znana potem po rasizmu, tako da v bistvu, ko smo bili tam v šoli, so ju učitelji spuščali okoli 5 minut prej od pouka, da sta lahko dobesedno
pobegnile otrokom, ki so ju zlorabljali. Tako da, mislim, ful grozno. Da dansko te morajo učitelji preizpustiti, da lahko ti pobegneš temu nasilju. Če dol gledam, imam tukaj novce, ok? Še ena stvar, ki je bila zelo čudna na njiju, ne samo, da sta imela tisti svoj language oziroma jezik, ampak tudi to, da ko sta oni dve hodile nekje izven šole, v šoli, kakorkoli, sta se pomikale v sinhroniziranem, mislim, sta imela sinhronizirano gibanje, torej sta delali vse isto. En primer, verjetno ste že videli ta video. There's something missing when you're apart. Nekaj takega, v Yes. tem smislu. And it's hard to describe that feeling. Yeah. Is it difficult for you to operate normally when you're apart? Yeah, like it is like because you don't think properly and In to je ful čudno, tudi ko sta recimo šle na, prebrala sem, da ko sta šla na jahanje, da naj, ko bi recimo June padla s konja, da naj bi tudi Jennifer padla s konja. Zdaj pa, ne vem, če se to dela za nalašč, ampak realno kdo se vrže s konja za nalašč, ampak to je čuden primer, tako da mogoče sta se. Konec koncev v obeh primerih je čudno. Potem je bil nek gospod, neki John Reed, nisem čisto sicer, ki je v bistvu delal za šolo kot njihov zdravnik in je prišel in je cepil otroke. In je rekel, da se pač ful čudno obnašale. Oziroma, on je to bolj povedal eni kot neki novinarki, mislim, da se ime prebere Marjorie Wallace, sam nisem ziher. Torej, ona je v bistvu novinarka, ki je slišala za njun primer in je bila zelo fascinirana nad tem in se je v bistvu na nek način spoprijateljila z njima in je tudi kasneje napisala knjigo, torej njuno biografijo, ki jo lahko najdete verjetno nekje in jo lahko tudi kupite, če vas zanima. Tako da dosti stvari, ki v bistvu jaz zdaj govorim o njima, prihaja iz njene strani. Ker sem brala neki intervju z njo, brala sem neke njene, to iz knjige ven, v glavnem. Torej, gremo nazaj na moškega. Torej, John, kakorkoli, je tej novinarki povedal, da ko je on prišel cepiti otroke, je cepil vlada tudi njuji in da sta bile tako čudni zaradi tega, ker se sploh nista odzivale, ko je on njuj cepil, niti premaknili se nista, tako da sta bile odsotni, kot da sta malo, mislim, moteni. Kot da pač nimate življenja v sebi, je rekel, da sta tako brez življenja, kar je tako kar grozno, če smo realni. Pač nista se odzvali na cepivo, nista se odzvali na drugo, na nič. Torej, ko je on v bistvu to videl, oziroma je spoznal, mu je se tudi malo čudno, pa pač v bistvu tudi na nek način zanimivo. In je on potem to povedal nekomu, ne vem točno komu je on povedal, in glavnem vsa ta situacija je privedla do tega, da sta oni dve šle v psihiatrično bolnico. Mislim, da se imenuje neka Withybush, zdaj pa nisem, čudno, zdaj pa nisem čez ziher, ali pa psihiatrična bolnica ali pa normalna bolnica, ker sem videla različne podatke. Mislim, da je bila bolnica. Tam nista se pogovarjali z nobenim, prišla je tudi tako daleč, da niti se nista pogovarjali med sabo, pred drugimi ljudmi, torej so se pogovarjali samo v zaprtih prostorih. No, potem, ne vem, kako časa je minilo, v glavnem pri 14 letih so ji poslali v boarding school, ki ne vem, kaj se v slovenščini reče, ampak to je šola, kjer tudi živiš v šoli. Mislim, da šola, ne vem, kako se točno imenuje, ampak point, zakaj so njih tja poslali, je, da ji malo bolj preučujejo, da ne zvejo malo več o njima, da jima poskušajo pomagati, ampak logično tudi tam niste komunicirali z nobenim, sta bili čist izolirani. In pač potem so se odločili, da kaj morajo narediti, je, da jo morajo ločiti. Ker sta tako navezani in pa odvisni druga od druge, da sploh pač ne znata živeti narazen. In zato so oni mislili, da če bodo narazen, da se bodo moče začele socializirati z drugimi otroci, z drugimi ljudmi in se naučile živeti samostojno življenje. Kar, o moj bog, ne. Ni delovalo, ampak je bilo samo še hujše. Oni dve sta se še bolj izolirali. Začele sta se celo škodovati same sebi, torej, ja. Postale so katalonic, ne vem, kaj se to slovenščini reče, smo poslovenila katalonični, kjer se v bistvu začneš čudno obnašati, tvoje telo začne delati čudne stvari, čudno se premikaš, abnormality of movement, I'm pretty sure, in pa behavior, pa mentalno stanje je zelo čudno. Kao, tu se tudi pojavi tipično skizofrenija. Bom mogoče ki dala tudi definicijo ali pa spodaj napisala,
da lahko greste preveriti, ker vem, da eni ne razumete vse angleško, tako da bom probala. In pač logično zaradi tega, ker potem so ugotovili, da to ne deluje in da je v bistvu to še bolj nevarno za njo, so jo nazaj združili. V tistem času sta potem šle domov in sta, mislim, da nekaj let živele v totalni izoliranosti, pač prostovoljni izoliranosti, nista se pogovarjali z starši, z brati, s sestrami, z nobenim. Cele dneve sta preživela v svoji sobi, niti hrano jima niso prinesli, pogovarjali sta v tistem njunem čudnem zvoku. Če sta hotela gledati televizijo, sta celo staršem napisala sporočilo, kdaj hočeta gledati, da so oni pustili vrata, mislim, da od dnevne sobe odprte, da sta lahko videla za stopnišča in če je kdo prišel mimo njuj, sta pobegnila nazaj v sobo in se skrile. V glavnem, bilo je kar čudno. Se nekaj niti jedle nista z njimi, v glavnem, popolna izoliranost. V tistem času, ko sta bile v popolni izoliranosti, sta začele z pisanjem. Pisale sta zgodbe, pisale sta igre in sta potem jih igrale, kot recimo Romeo in Julija, pač in sta drugi igrale to igro. Pisale sta romane, novele, v glavnem vsega boga sta napisale. Jaz tudi dnevnik, v katerega sta vpisale vsako malo podrobnost njunega dneva. Pa ne samo to, če je bila kakšna slovnična napaka, če je bilo kaj narobe, če se jim je zdelo, da bi lahko bilo kaj boljše napisano, sta to potem tudi popravili. Leta 1979, jima je mama, torej Gloria, kupila tak rdeči zvezek, v katerega sta potem lahko pisale. V bistvu je bil usnjeni rdeči zvezek, v katerega sta pač pisala, tako kot sem rekla, bil je v bistvu kot dnevnik, v katerega so pisale ful podroben opis dneva. Kasneje sta potem zbrale, ne vem odkot točno, ampak zbrale sta glavnem dovolj denarja, da sta se lahko vpisala na neko spletno učenje pisanja. Šalile sta se v bistvu, oziroma vpisale sta se kot ena oseba, ker pač nista imela na razobe in sta potem se učile pisanja. Napisale so tudi dosti knjig, mislim, da je večina bila tema kriminal oziroma kriminaliteta. Tudi sta želele izdati knjige, ampak nobena založba ni htela izdati njunih knjig in sta kasneje v bistvu same to naredile, torej sta same izdale svojo knjigo, ki pa pač žal ni dobila takega feedbacka, kot so oni pričakovali, torej ni dosti, sploh ne vem, če, mislim, nekdo zir upam, ampak ta knjiga ni bila prodana kaj dosti in sta bile pač ful razočarane, kar je, mislim, da bil en izmed ključnih dejavnikov, zakaj je potem prišlo še do drugih bizarnih stvari, ki bom govorila v nadaljevanju. Pač, ker je to tako slabo vplivalo na njo, so mislim, da pri 18 letih začele popivati, se drogirati, imeti spolne odnose, kar pač ni zdaj glih tako čudno, ker veliko ljudi ima pri 18 letih že spolne odnose, ampak gre se za to, da to pač ni bilo neko tipično obnašanje za njo. Pač nista se obnašale tako sta se prej, ampak sta kar nekaj začela hoditi ven pit. Nista sta imela neke fante, ki so jo potem pustili, kar je tudi ful slabo vplivalo na nju. Začela sta biti nasilni, ne samo ena do druge, mislim, ne samo do sebe, ampak tudi ena do druge, torej ker nasilne, glavnem požigalki sta bile, si zihe požigalec. Zlomile sta okne, ne vem zakaj, ker še zdaj dansko samo zlomile, nič druga. Potem pa tudi kradle sta. Ne vem točno, kjerega leta, ampak sta bile kaznovani za to, kar sta naredile. In sta šle ne glih v zapor, ampak glavnem poslali sta v neki center, katerega zdaj nimam točno imena, ker ga ne najdem, ampak nekje sem se sledila, sta bile poslane v neki center, preden sta šle v eno mentalno psihiatrično bolnico, o kateri bom govorila malo kasneje, ampak zdaj sta prišla v ta center, kjer sta v bistvu se začele sovražiti. Torej, pisale so take bizarne stvari, da bom preverila, imam napisano. Nisem točno zdaj, katera je to napisala, ampak mislim, da je to napisala Jennifer. Nobody suffers the way I do, not with a sister, with a husband, yes, with a wife, yes, with a child, yes. But this sister of mine, a dark shadow robbing me of sunlight, is my one and only torment. Mislim, da nekaj napisala kao nekaj smisla, would I be free without my shadow, or would I die without my shadow, ali nekaj v tem smislu. Gledam, ko sem rekla, v tistem času sta se res sovražile in
v svojih dnevnih sta pisala o tem, tako sem zdaj to rekla, kako bo ena drugo ubila, oziroma ena pisala, ki je strah, da bo druga ubila in take fore, potem ko sta pa narazen, pa sta pisala, kako se druga pogrešata. No, torej zaradi njunega obnašanja, zaradi njune mentalne bolezni in pa zaradi tega, ker sta bila nevarni, so ji poslali v psihiatrično bolnico oziroma v bolnico Broadmoor Hospital oziroma Broadmoor bolnica za kriminalno nevarne oziroma nore, motene ljudi za nedoločen čas, torej pač ja. Tam so ju zdravniki označili oziroma rekli, da sta označili kot nevarni in pa disturbed, moteni, kakorkoli, nevarni v glavnem. Recimo zdravniki tam oziroma tudi sestre so poročale, da so ji večkrat najdli, prvo kot prvo, nista bile v istih sobah, nista bile blizu, tako da recimo so poročali tem, da so ji najdli v isti poziciji, istem času. Kao zamrzeni, recimo tak. Obe, pa niste bile skupaj, pa niste se pogovarjale. Ok, creepy. Druga stvar, ki so rekli, je, da recimo en dan je bil, ko ena ni jedla, torej se je v bistvu stradala, medtem ko je druga pojedla glih vsako hrano, ki je prišla pod nos. Glavnem, oni dve nista bile skupaj zaradi tega, ker sta se konstantno sam kregale, ko sta bile skupaj, sta kričale, se teple, v bistvu glih to, da se nista pobile med sabo. V tej bolnišnici sta bile zaprti 11 let. 11. Če nisi zmešan, ko priješ tja, po mojem si zmešan, ko priješ ven. Ker več oni nista bile zaprti tam sami z recimo ljudmi, ki imajo težave, torej recimo so mentalno bolani, ampak sta bile predvsem zaprte z kriminalci, ki so mentalno bolani. Torej, enimi pedofili, ljudi, ki so posilili druge ljudi, morilci, s takimi ljudmi. Kao istimi kot one. Kljub tem, da oni nista nikoli dobenega dejansko poškodovale, njuno obnašanje definitivno ni bilo sprejemljivo in sta bile nevarne, ampak nikoli dejansko nista še komu kaj naredile. Kasneje so ji čez čas prestavili v kliniko, ki se imenuje Caswell Clinic, se mi zdi da, ki je v bistvu podobno kot Broadmoor, kako sem rekla, razen da tam ni tak velikega nadzora, pač bolj svobodno je. Prej sem govorila o eni novinarki, Marlene, se več ne vem, kak je ime, ker se čudno, ne vem. Ona je tudi v tem času obiskovala, kot sem rekla, ker je tudi napisala biografijo, ki je sodelovala z njima. In ena stvar, ki mi zdaj povedala, je tak zelo bizarna in ko sem jaz prvič prebrala, sem dobila kurjo kožo in mi je bilo slabo. Torej, preden so jo predstavili iz Broadmoor v Caswell, kakorkoli, preden so jo predstavili iz ene bolnišnice v drugo, je ta Marlene rekla, da je Jennifer rekla, da bo mogla umreti. In pač, ko sem pač brala intervju in je pač novinarka bila tak, malo je bilo smešno, pa tako, zakaj bi mogla umreti, se pa pač nisi bolala kakorkoli. Ne vem, kaj sem rekla, Marjorie, mislim, da je bila Marjorie. Glavnem, novinarka M je bila na tem dejstvom, da je tudi zgrožena in ni razumela in je pač mislila, na eni strani je bila tak, kaj. No in potem je pač novinarka M vprašala, torej v bistvu, zakaj bi ona mogla umreti. In je Jennifer samo rekla, ker smo se mi tako odločile. Torej, because we decided. Ampak to ni najbolj grozna stvar. Ne. Kaj je bolj grozno je, da v tistem času, ko sta se oni torej selile, par dni predtem, je Jennifer bila tak slabotna bolj. Mislim, ni bila tak fejst, da bi bilo kaj nevarno, ampak ja. In potem, ko so selili, je Jennifer dejansko umrla. Kako creepy. Zaradi tega, ker nekaj je bilo s srcem, mislim, da se imenuje inflammation of heart, da nisem čisto ziher. Če bom našla točni vzrok njene smrti, ga bom tu napisala, ampak ja, pač dejansko ni umrla, da bi bil samomor, da bi kaj pojedla, da bi, mislim, a veš, ker če neče se, da se odloči, da bo umr, misliš, ok, verjetno je naredila samomor, mogoče se s čim zastrupla, ampak ne, dejansko je bilo naravni vzrok smrti. Oh Lord Jesus. Jaz nisem verna. Rekli pa so v bistvu tudi, da na dan, ki bo ta zapustile Broadmoor bolnico, bo dan, ko bo ena od njih umrla. Kot sem rekla, zakaj to v bistvu? Oni dve sta verjele, da je edina možnost, da bo ena imela normalno življenje, če bo druga umrla. Torej, da bo ena sama.
Torej, oni dve sta verjela, zato je tudi do tega vsega prišlo, da ne morata oni dve hkrati skupaj živeti normalno življenje. Zato sta se v bistvu izolirala in vse to. Kar bom prišla v zgodbo potem od June, ki je to zgodbo potem pač povedala, ko je njena sestra Jennifer umrla. In pa tudi v biografiji so take stvari pisale, ki je napisala novinarka M. Da bom v bistvu vam zdaj povedala še ta del zgodbe. No, zdaj bom v bistvu prebrala neke stvari o smrti, torej Jennifer. V glavnem, Jennifer je, mislim, da na avtobusu se naslonila na June in je v bistvu na njej spala, ker je bila zaspana in je z odprtimi očmi spala in je kao rekla, končno smo svobodni, ali kaj v tem smislu. Ker ne vem točno, kaj to piše, ker sem zdaj izgubila, ker je toliko strani, da sem izgubila, ok? Zdaj bom samo to prebrala. Torej, ko je v bistvu Jennifer umrla, so imeli potem vlada pogreb za njo in je June na njen pomenik napisala to. Ok, to je v angleščini, ker pač v angleščini ne bom prevala slovenščino. We once were two, we two made one, we no more two, through life be one, rest in peace. Torej, oni dve sta dansko verjeli, da zdaj, ko je ena umrla, da sta se oni družile v eno, ker sta itak bile kot isti osebi, tako da koliko sem jaz brala, je June dejansko dojela smrt njene sestre oziroma razumela kakorkoli komaj 5 let po njeni smrti, da je dejansko se počutila krivo, pa da se je počutila, kot da pač to ni bilo ok, ker logično ni bilo. Ampak pač ne bi rekla, da June živi normalno življenje oziroma je živela normalno življenje po njeni smrti oziroma živi, ker je še živa. Ampak definitivno je začela delati nekje, zdaj mislim, da pomaga svoji mami. Začela je komunicirati, sicer njen govor se ni tako dober, kot je govor kakega drugega normalnega človeka, zaradi tega, ker je toliko let v bistvu ni govorila ali pa govorila v tistem njivinem jeziku. Tako da vseeno še ni pač vlada neperfektno, ampak definitivno je boljše. Celo šla na neke počitnice June, živi dokaj normalno življenje, dokaj. Pač toliko normalno, koliko lahko, ampak ja. Zdaj pa gremo na izjave, torej June. June je rekla, da se v bistvu to vse skupaj, tu imam napisano pač v angleščine in poskušam prevajati. Rekla je, da se je vse začelo kot igra v bistvu, kot da pač morata biti izolirani njun govor, da bo to on ve kot svoja mala, karkoli sta bila izolirana skupinica. Ampak bolj dolgo, ko je se to vleklo, pač težje je bilo in pa bolj ujeti sta se počutile. In pač zaradi tega, ker se to tako dolgo vleklo in tako dolgo se to dogajalo in sta oni dejansko hotele biti normalni, ampak nista mogle prodreti skozi to, kako ne rečem. Nista mogle biti svobodni, ker sta bile skozi v tem že od malega. In zato tudi sta rekla, da sta kao potem dobile fante in začela delati droge in to, ker sta hotela biti kot normalni najstniki, ampak valjda, da zaradi vsega tega, ker sta oni šla skozi življenje, torej vse nasilje, vse to je bilo težko. In koliko sta enkrat bila v tej bolnici, nista mogla iti ven. Ne vem, zakaj niso, zaradi tega, ker sej sta bile težavni pa vse, ampak recimo eni so v priporu manj časa. Sorry, zmanjkalo mi je placa na kartici. Upam, da je res svetloba, ker je ful čudno vreme. Glavnem, kje sem stala? Da so eni zaprti manj časa za hujše stvari. Ampak pač, ne vem. Glavnem, ja, mislim, da je to. Nisem čist diet. Ta video zdaj že snemam pol ure, zaradi tega, ker je ful tudi nekih podatkov in pa nekih podatkov so bili tudi ful različni. Spodaj bom pustila linke od spletnih strani, ki sem jih jaz brala. Če kdaj kaj pomešam, kakaj podatke, se ful opravičujem, včasih datume kakaj zamenjam. Če ima take teorije, mislim, vedno ko snimam tote videe, pa če ima take teorije na to, kaj se je zgodilo, zakaj do tega prišlo karkoli, ali pa če ima take informacije dodatne, mi jih lahko spodaj napišete, ker jaz to ful rada berem. Spodaj mi lahko kot vedno napišete, kjere videe hočete videti, zaradi tega, ker ja jih berem in si jih zapisujem. Mislim, da danes nekdo od vas predlagal Silent Twins. Če je, bom tu vas pokazala tisto osebo, ki je predlagala to, ampak jaz sem tako samo hotela že to narediti. Tako ja, če hočete sodelovati v naslednjem izbiranju, kjer video naj posnamem, me followajte na Instagramu in to je to. Če se vam všeč taki videi, jih lajkajte, komentirajte, delite in pa se naročite. Adijo! Upam, da sem vse povedala.